Ljudje in ljudine, poslušate 233. epizodo, drugo epizodo 8. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot odkrivamo bizarne in odpičene daljave, tako kot je prav. Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Tokrat sicer znova brez gosta oziroma gostje, toda znova v živo. Današnja epizoda je posvečena tretji sezoni serije Star Trek Strange New Worlds ali po bodovsko Star Trek oziroma Zvezdne steze, neznani novi svetovi, ki smo jo lahko pri nas spremljali na pretočniku Sky Showtime do 29. septembra. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala štajerce, režanje lastnim šalam in kvarnike. In zdaj banger. Štajerca, to je planeta Štajer. Ja, Aha, Šajer. Štajer. Ok, danes spet delamo Zvezdne steze. Za tiste, ki ne prevajate dobesedno, to so neznani novi svetovi. Strange je v angleščini seveda ni samo čuden, čudaški, ampak je tudi neznan. Jaz mislim, da tukaj bolj ustreza neznan, ne čuden, čeprav je čuden bolj zabavno. To je prednadaljevanje franšize Star Trek oziroma Zvezdne steze in zdaj, da si primite kuli v roke, da si boste zapisali, kaj smo vse do zdaj obdelali iz Zvezdnih stez. In sicer smo najprej delali Picarda, zelo zanimiva izbira za začetek ukvarjanja z Zvezdnimi stezami, in sicer je bila to 48. epizoda. Potem smo delali TNG, se pravi naslednjo generacijo v 100. jubilejni epizodi. Delali smo Deep Space Nine v 130. epizodi in Voyager v 163. epizodi, se pravi 60 nekaj epizod pozneje, oziroma točno 70 epizod pozneje, spet delamo Zvezdne steze. Vidite, kako znam hitro računati, če mi gre za nohte. Odlično si, kar nadaljuj. Zdaj sem notar. Karijera matematika ti ne uide. Ne. Mislim, da res ne. Aktuar bila bil v zavarovalnici. Oh, shit. Tako žalob, še ni noben. Ne, hecam se za vse, ki delate v zavarovalnici, tudi vi ste ljudje. Ja, Strange New Worlds, a imamo kakšnega znanega igralca, zdaj gledam tukaj Rebeka Romijn. Ja, ona je bolj poznana iz X-menov, ne? Ja, najbolj. John Delancey je, itak vemo, kdo je. Patton Oswalt je tokrat bil recimo v tretji sezoni. Gost, ja. No pa Anson Mount je bil v kjerem Marvelu že, no, v paralelnem vesolju. Če kdo že zdrkne v tisto, mislim, da Doctor Strange 2, ki zdrkne v paralelno vesolje, kjer se pojavi X. Zdrkne. I'm standing by it. Kjer se pojavi Profesor X, ampak najprej napade neka skupina teh bojevnikov Marvelovih, tam je tudi Reed, ne, od Fantastičnih 4, ki ga igra John Krasinski. Anson Mount je tisti, ki neki projicira, ima pa masko preko večine svojega obraza, zato ga je težje prepoznati. Mislim, da mu pol Wanda stisne obraz skupaj oziroma lobanjo. Aha. Znam, da se ne spomnim. Mislim, vem, zdaj, ja, to je Doctor Strange, ne? Ja. Če se ne motim. Dvojka, ne? Ker je Wanda notar kot zlobnica. Se pa ne spomnim, kaj bi bil to. To je v bistvu zelo kratka vloga. On v bistvu nekako ujame Strangea, ne more pa Wande, ker jih izigra, no, in ga v bistvu zelo hitro pokonča. No, pa Ethan Peck, ki tukaj igra Scotta, je pranečak? Ne, vnuk od Gregorja Pecka. Ne, ker ni direkten vnuk. Ja. Sorry, to tam ne moram se strinjati, ker ne morem se strinjati. Zdaj bomo fucking pogooglali ta shit. Daj. Ok, medtem ko Igor googla, bomo povedali skratka, da gre za letalo, vesoljsko ladjo, kater kapitan je Christopher Pike, v njem pa srečamo tudi Spocka, drugače pa Grandson. Ok, jaz sem prebral nekje, da je Grand Nephew, da bi to... Ok. Ne. Ok. Dobro.
I stand corrected. Dobro, he's a nepo baby. Skratka, danes bomo delali 3. sezono te serije. Igor, boš na kratkem obnovil, kaj se je vse zgodilo v 3. sezoni serije. Ok, jaz sem kar naredil po epizodah, take kratke opombe. Prva epizoda, Hegemony Part 2, je nadaljevanje spopada z Gorni in jih na koncu spravijo v hibernacijo, kar je prav tako malo okay. Ne vemo, kaj bi s temi bad guyi delali, let's put them to sleep. V bistvu, glede na to, kak eksploziven konec je bil prejšnja sezona in kako dolgo smo mogli čakati na tega, je potem tak, lahko bi bilo boljše, ampak ok, no. Potem Wedding Bell Blues, druga epizoda, je basically Q-Light, torej vse mogočno bitje se pojavi, ki pripravi poroko Spocka in Nurse Chapel, pri čemer bi stavna dva v resnici šla na razen, ker si je ona najdla drugega, in potem to vse mogočno bitje se izkaže basically, da je najstnik oziroma Frods sin od Q-ja, ker se tudi pojavi glas od Q-ja, je pa tu navezava na TOS, da The Squire in Gothos, in v bistvu je vedno bila teorija, da je tu navezava na Q-ja in tu so zdaj potrdili in jej. Ja. Potem 3. epizoda Shuffle to Kenfori, tukaj v iskanju zdravilne rožice, da bi rešili Captain Batel, naletijo na klingonske zombije in je pravi taki Zombieland. Fun. Ja, meni je bil lušen del. Mislim, nič se ne zgodi, basically. Malo se lovijo, ampak to mi je bilo lušno. Space Adventure Hour skušajo oziroma razvijajo holodeck in to tako, da naredijo 30's Murder Mystery zadevo in full deluje na USS Callister pol vse skupaj. Imaš navezave teh notranjih svetov in vsega tega in tudi te stare serije, ki je obstajala znotraj te skrivnostnice, v glavnem zelo meta. Ja, pa navezava na TNG, kjer Picard tudi Holmesa. Ne, on larpa nekega noir PID-ka, nekaj takega se že reče. No? Ampak Data ima pa rad Holmesa, ne? Data ima rad Holmesa, pa Shakespearea, Picard, pa Shakespearea, pa tega, kako je že, pozor, zletelo mi je zdaj, no skratka, kao neki 40. noir scena. Ja. Potem 5. epizoda Through the Lens of Time, tu pač med Indiana Jones pustolovščino naletijo na zapor ekstradimenzionalnih parazitskih demonov. Zdaj tole je zelo Hyperion, vse skupaj. Hyperion je od Dana Simonsa roman in velja za enega najboljših ZF romanov, ki ga mnogi dajo tako v bok Duna pa Foundationa. Boš prevajal? Tak dalje. Mislim, da je malo preveč hardcore, da bi ga kdo upal izdati pri nas. Je pa basically prvi roman je tako Canterbury Tales, sestavljen iz posameznih zgodb, ki so vsaka v povsem svojem žanru in so pač eni popotniki, ki razlagajo vsak svojo zgodbo, kako navezo imajo s tem planetom Hyperion, kjer čas ne deluje tako, kot treba. In tukaj je potem navezava na to, da so stvari časovno pač out of whack. Okay. In to se potem v drugi knjigi izkaže, ki je ful slabša, zato ker pač menja tole mešano naracijo na eno fiksno, ki je v redu, pa pripelje zgodbo do konca, ampak ni pa tak fan kot to, da se ti vsako poglavje menja čist vse. Dobro, naprej. Ok, The Charlotte Waited's Tale je 6. del in tam naletijo na mitično mrhovinarsko ladjo, kar je basically Voyager, samo slabše. Recimo, pa še žabi je, to se mi je zdelo zelo tak cheap. Ampak meni je ta bil izmed vseh skoraj da edini proper track. V smislu, to bomo kasneje malo še razdelali. Mislim, ful je v redu to, ko Krka uvedejo in ga podajo, da nekaj dela. Čeprav uvedba Krka je plus in minus, ampak dobro, pojmo naprej. What is Starfleet je pa The Office varianta in je kao dokumentarc, ki ga snema Beto od Ortiz, brat od tele pilotke. In je zmontirano tako kot Office iz različnih kamer in to. Ta bil tudi fan, pa kar ok. Kaj? Ta bil tudi fan, pa kar ok. Ja, meni se kar dopadlo.
Four and a Half Vulcans je bil meni najboljši del. Torej, Spock se težko zadržuje v drugih kolegov. Torej, v bistvu še 4 člane posadke spremenijo v vulkance, ki postanejo totalno rasistični do Spocka. Ker ker v koncu je bil rasist, pizda. ja. In je hilarious in ful dobro odigrajo in Anson Mount in ostali trije so super vulkanci. In razumem, da tega ne morajo več narediti, ampak krasno je. Lahko bi larpali, gledaj na to. Potem imamo Terrarium, je pač črna luknja in je basically enemy mine. In je lušno narejeno to, kaj je enemy mine in je žalostno na koncu in vse, no. Tako, kot je treba. In New Life and New Civilizations pa je končni spopad z demonskimi duhovi, to pa je pol Fall of Hyperion navezava, pač ta druga knjiga Hyperiona, kjer vidiš, kak čas teče nazaj in kako povezavo ima to z liki v sedanjosti in preteklosti in se mi je zdel zelo dober SF koncept, so pa mogoče malo na hitro zaključili. To pa se mi je zdelo, da pač tak tap, pa je. Ko sem tako vmes stal, sem si šel za pit, pa je bilo tako 20 minut do konca, pa se mi je zdelo, spet bojo cliffhanger končali, a ne, to pa mi ni tako všeč, pa je bilo tako, ne, ful so hitro zaključili, to mi tudi ni tako všeč. Ja. Tako da to. Dobar. Ja. In to mi je bila ena boljših Star Trek sezon, vseh Star Trekov, tako da ja. DS9 nisem gledal, ampak okej. Ne, mislim pač za celo sezono ni slabe epizode, to moram reči. So stvari, ki bi lahko bile boljš narejene, ampak je pa vse v tem pravem duhu. Recimo Discovery je full švoh bil, kar se tega tiče. Medtem ko one stare serije, ki so pa pač bile v ta format televizijski dan, da so imele po 25 epizod, so pa obvisli mogli imeti bolj švoh dele noter, ker pač težko narediš. Vse so bile kakšne izjemne vmes, ampak zdaj z glave ne bi vedel, zdaj ne vem, 4. sezona TNG-ja, da je ful, se ne spomnim, če je 4. ful boljša od 5, ampak no pač. Vidno, kolega. Tako nasplošno lahko rečem, da je to ena boljših sezon Star Treka, katerega koli, no, mislim. Legit. Ja. Aljoša? Pa ne. Ja, moji prvi vtisi niso tok veseli kot Igor, meni je... Veseli. Vedri, ne vem, karkoli. Meni je bila sezona ker je pač Strange New Worlds, jaz mislim, da najboljši moderni Trek. Zdaj pa, mislim, če ga primerjaš ne samo z Discoveryjem, ampak tudi s Picardom. Enterprise je moderni Trek. Tisto meni zlata doba za zaključek. Ampak se mi je pa zdela slabša sezona od prejšnjih dveh. Zdaj, itak ti si mi to povedal, jaz nisem se toliko oziral na to, ampak skratka, da je bil zaradi tega štrajka piscev, da je bilo neki problemi. Meni se tukaj res zdi, da so pisci malo štrajkali. Posamezne epizode so mi še kar pa med njimi tam tudi meni Four and a Half Vulcans mi je bila fajn, tudi What is Starfleet se mi je zelo dopadla, ker je taka meta Starfleet, Star Trekovska epizoda, kakršne pričakujemo, da se vsake toliko časa vprašajo, kdo smo mi, kaj je federacija, kaj počnemo, zakaj to počnemo. Ampak so mi bile pa kakšni deli, ki so mi se začeli zanimivo, ko smo se zadnjič pogovarjali o Alienu, pa niso bili dobro izpeljani. Predvsem pa mene tisto, kar si ti omenil, Igor, ne? Mene mogoče malo moti teh 10 epizod. Zdi se mi, da recimo na začetku tega smo neko zanimivo reč, potem pa pozabimo na njo, da ne vem, kaj smo že rekli, do 9. epizode. In ne vem, kaj točno, ne vem, kako to narediti v 10 epizodah, ampak zdi se mi, da vsake toliko... Se vmes omenjajo, ne? Samo ni tako big deal, po 3-4 liki so malo v spredju, ostali so zadaj. Nihče pa ni prav zares v spredju. Meni se zdi, da v tej sezoni nisem nič zvedel. O Pajku, meni je on od vseh kapitanov največja neznanka. Se mi zdi, da v tej sezoni sploh nisem zvedel nič o njem, razen da je ful hud rasist kot Vulkan. In to me je mogoče malo motlo. Ja, zdelo se mi z epizode pa zabavne, ampak kot celotna sezona pa mi je bila precej slabša od prve in druge v nekem tem skupnem feelingu. In tudi ti dve
epizodi, ki naj bi nekako povezali mogoče sezono v celoto, pa z temi demoni, karkoli je že bil ta zapor, sta bili pa daleč najslabši epizodi, se mi zdi, v sezoni. Čeprav mi je tale Indiana Jones, ki ga ima sestra Chapel, tudi čisto všeč, pa zdaj, ko ima spokla An, ji ne zamerim. Mito, kako je bila pa tebi sezona? Meni je izmed teh treh najslabša, še vedno ok. Se razumemo? Ampak še vedno je ful boljš kot Picard, katerakoli sezona ali pa Discovery. Izmed teh novih, torej Picard, Discovery in Strange Worlds, mi je Strange New Worlds še vedno najboljša. Najbolj povezana, najbolj sveža, najbolj vedra. Mislim, že celoten kolorit mi je veder in vabljiv. Tudi kako se igrajo z žanri, to je nekaj, kar pogrešam. To so delali, v TNG-ju delali, tako da v bistvu to je vse zelo dobro došlo. Kako dobro pa to naredijo, je pa druga stvar. Zdaj v bistvu hkrati želijo imeti celo torto, pa jo ne razdeliti in pojesti, kako je že tale fucking analogija. Ker se mi zdi, da v bistvu teli deli, ki bi naj lok vzpostavljali ali pa gradili, so švoh. Po vrhu pa so odločitve za neke karakterne drame ali pa konflikte, usiljene pa tudi klišejske. Mislim, da so Laan, naprimer za Ortegovo, so Laan problem z Gorni vzeli pa je ne inštalirali in potem rešili v tale Enemy Mine scenarijo, predvidljivo do Amena. Ja, razen tega konca, ki je pa za nič. To, da se pol pojavi ono bitje, ki je bilo cel caj tam, pa reče Jorno Tredi, je pa bilo tak. Ja, to je pa tudi... We could have done without. To se mi zdi problem Strange New Worlds, da bi radi se nekako napeljevali na TOS, oziroma da Original Series, malo preveč za moj občutek. To, da tam one metronome noter mečeš, pa da Squire of Gothos noter mečeš, pa da v bistvu imaš potem neke probleme, ki si jih že rešil, naprimer spanje ladje so rešili v Best of Both Worlds, ko Borge uspavajo, naprimer. Veš, take stvari, ki si jih v Treku že videl in se mi zdi, fantje in dekleta tega čudovitega stoletja, kjer se dogajajo neznani novi svetovi, raziščite ta čudni svet ali pa čudno vesolje, ker imate ful odprtih zadev. Bodite še bolj kreativni, bodite še bolj zabavni, ker to takrat, ko to počno, pa to počno dobro, takrat jaz najbolj uživam. Ko pa postane nekaj, da razlaga za nazaj, ali pa da ene klišeje ponavljajo, ki smo jih že videli, ali pa da so popolnoma predvidljivi, takrat so pa pač žal dolgočasni. Mislim, da 10 delov je bistveno premalo za razvoj karakterizacije, kot bi si oni jo želeli, ampak to je mogoče problem streaminga, niti ne štrajka piscev. Ja, seveda. Tako da ne vem, kakva bi bila tu moja odločitev, vsekakor ne tako kot pri Picardu ali pa Discoveryju, kjer imaš to akcijado, celo sezonsko, pa da se pač liki tam obnašajo, kot da so bestiči forever in da nimajo nobenih problemov, bolj tehnih. In to se malo pozna tudi tu noter. Mislim, da Pajkov problem celo sezono je bil, da pač on nima problemov, kljub temu, da njegovo dekle, Batelova, trpi za izjemnimi, da ima izjemne izzive. Tako. Celo skrit mu je mogla to, da ne bi imela nobenega problema. Kar je pripravljeno za scenaristiko, seveda. Tudi Ortegova v bistvu v 3. delu ali 2. delu v bistvu faše to novo travmo, PTSD, pol pa samo vidiš, kak motor je šraufa in to je očitno zdravilo v 23. stoletju, kako se mentalno rešuje. Mogoče bi res rabili Ship's Counselor, eno Diano Troj spodobno. Mislim, da so zato jih kasneje uvedli. Ja, mogoče. To zdaj nastavlja podlago. Ne gledati samo na to, da morajo uvesti tonega tipa, adolescentnega Q-ja, ampak tudi to. Meni se zdi največja potrata pa tudi holodeck, te minutaže je ravno to, da skušaš za nazaj razlagati, zakaj Enterprise, zakaj v Original Series nisi imel holodecka, naprimer. Kljub temu, da Animated Series ima holodeck spostavljen noter in da pač kao takrat ga ni bilo. In s tem odgovorom sem jaz popolnoma zadovoljen. Ne rabim imeti celega dela za to, da imaš potem še eno žanrsko preskakovanje, ki je bilo sicer čisto zabavno, hudanet detektivko, ampak... Ja ne vem, mislim, ampak kaj definitivno je... Zdaj, ali to uporabijo tudi, da razložijo, zakaj ni holodecka? Meni je bilo fajn imeti holodeck epizodo notno. Sam per se nimam problema s tem, razumeš, da pa potem opneš to noter, da potem na koncu da razložiš, da izdajo poročilo, kako ne priporočajo te potrate energije na teh ladjah.
se mi zdi za manj. No. Ja, vem, ampak spet zdaj ni neke fore. Ne? Mislim, hkrati vidiš pa v tem poročilu, ko rečejo, da ja, to preče elektrika, pravi, ampak ima pa ful v redu koncept. Vem. Mislim, da bi lahko likom dal več, ker zdaj v bistvu upeljal si nove like, že v prejšnji sezoni Pelio, pa Scottija na koncu. Pelio je grozni lik. Ja, ampak to je tako ti humorni oddihi, no, kakorkoli bomo tem rekli, vse so dobrodošli na cajt, ampak po drugi strani pa tako čudno izven konteksta. No, ona pa je kot deva petke, pa on kot da ne ve, kaj je petka, kljub temu, da so si devali petke v prejšnjih sezonah in je tako smešno humor, je na čase malo butasto, marvelovski že. In se mi zdi, da malo tratijo minutažo pa čas tukaj. No? Ja, ne, jaz res ne vem, zakaj so razmišljali s Pelio. Mislim, da... Vse komot je lahko tam, samo ne preveč minutaže. Ne, mislim, že ta igralka je problem. Ker ona igra vedno ta isti lik in ne zna drugače igrati. Zdaj čist v redu, kadar not paše, tu pa not paše. Ja, ne vem, mislim, zdaj, meni je bila, na primer, dobrodošla igralka v zadnjem delu Always Sunny in Philadelphia, kjer je na onem Golden Bachelor izbranka, no, od Devita, se mi je zdelo v redu, tam čisto ok odšpila. No? Ja. Ampak ok, da se vrnem. K Treku, ja. Ja, k Treku. Naprimer, kaj mi je bilo še škoda v tej sezoni, da se pozabi na Spockov eksperimentiranje z človeškimi čustvi, kot da je v bistvu ples za ta veliki eksperiment. Pa nekako nikam ne gre s tem. Zato da Laan je nova družica Spockov, se mi tudi zdi, ok, oba lika si zdaj tle nekako hitro posilo, ker je v ozadju se očitno to nekako zgodil, pa tudi ne vem, kam bo to šlo naprej, ker se tudi razmerje samo po sebi ne odvija. No? Nekaj se ni nič zgodil. Čepel ga pusla in on zdaj malan. Tako je dobesedno to v eni epizodi. Isti epizodi se zgodi. In dobesedno ona pride nazaj in mu reče, mislim, jaz imam, glej, tle je pa Indi. Whatever je pač temu liku ime, ampak jaz ga kličem Indi po domače. Ja, kakšne take stvari so bile meni, plus vsemi temi liki, a res rabimo, da še Kirk pride na vsaki 5 minut nekaj pogledati. Se mi zdi, da v tej sezoni ga tudi njega bilo kar nekam velik. Meni bi bilo všeč, če bi bilo brata kaj več. No. Ja, mislim, ker imaš brata na ladji, hkrati pa ne vem, on pride obiskat brata, pa tam za Laan se slini cel cajt. Ali pa s Scottijom henga v zabaru. Tako. Ja. In ok, razumem, da pač tudi kakšni oboževalci mi je všeč, da on zdaj s Scottijom tam pijeta in se, nekoč bova pa skupaj in bova ne vem kaj, in bova na isti ladji. Koliko meta pa lahko požere. Sej. Po drugi strani pa imajo kakšne stvari, ki so pa res, sicer iz prejšnje sezone, recimo meni še vedno so Gorni eni najljubših. Razvoj teh likov je pač amazing. Če se jih pač spomnite iz izvirne serije, kjer je pač tam velik kuščar, katerim se pač Kirk lomi tam z rokoborsko pretepa z njim, da bi si kadarkoli pomislil jaz, da bo nekdo vzel ta lik, pa ga naredil za Uber zlobce in neke vrste aliene. Aliene, dinozaure. Se mi zdi res... čudovito. In na ta način se malo igraš, malo je humorja v tem, da nek res benigen lik narediš za totalnega super zlobca. To se mi dopadne, ampak mene vsake toliko cajta ta Kirk, malo me vseeno ven meče, se mi zdi, da vedno mi je tako, ok, a res moramo iti to, a nimamo dovolj drugih zanimivih likov, teh ta novih, ki so jih upeljali. Pol pa ne vem, pol pa še tudi tako, kakšen lik upeljajo, kot so tega od Mbenga, zdaj tega pomočnika. Ki veš, da je doktorja, ki je pač Richard in bo umrl v prvi epizodi, na prvi naslednji epizodi, živijo. Tako, to mi je malo mi je tega žal, ker vseeno jaz mislim, da je Trek res temelji na tem, da ti imaš karakterje, pač kar je meni izvirni Trek, po čem se mi najbolj dopade, ti imaš karakterje in potem se zgodi neka stvar, znanstveno-fantastična zgodba in ti že takoj veš, kako se bojo ti karakteri približno odzvali, zato ker jih poznaš, ker so tvoji frendi, ker si jih gledal že 10 delov prej, pa zdaj jih bo gledal še 10 delov te sezone in že imaš ta neki, in je ta neka domačnost, hkrati pa se liki razvijajo. Tukaj pa mi to malo umanjka in je zdaj ta sezona nekako vmes med, ne vem, temi Discovery in vsem tem, kjer Discovery tudi zadnjo sezono je imel že neke epizodične dele in je bilo bolj zanimivo kot prejšnje sezone, ampak pač ni mogel pač nazaj pobrisati vsega, kar smo... ni mogel bežati loku, Tako, ni mogel bežati temu svojemu loku. Tukaj se mi pa zdi, da je škoda, da so pač te epizodične
fajn deli, ampak bi mogli, vsake toliko cajta se pač odloči, zdaj bo pa ta lik, 2 lika bomo obdelali in bomo šli malo v globino, bomo nekaj zanimivega z njima naredili in ne bomo to v naslednji epizodi pozabili. Če bosta stranska lika, bomo malo pokazali, da se še vedno ukvarjata s tem, pa bomo nove like, pa bosta spet prišla čez 3-4 dele. In zaradi tega, in to je pač, to je absolutno, mislim, da problem pretočnikov, ne, ker vsi bi radi, zdaj trenutno nimamo nobene serije, ki je nad 10 deli, in še največ delov je imel HBO včasih, ki je imel 12, ampak zdaj je že vse skoraj 10 ali pa 8. Kar je za enega aliena, ki imaš ti simple zgodbo. Pa še tam je preč. Pa še tam je preč, z par liki in razviješ in je neka zgodba krona, ampak za epizodično serijo, pa jaz mislim, da je 10 delov malo premalo. No? Predvsem pa, lahko bi celo sezone zdaj je malo, ne? To se v resnici, to je 3 sezone se oglik za eno sezono, pa pol une. Ni tega, ker se nič ne nadaljuje, ker ni neke konsistence v čustvih in tega mi je pa zelo, zelo žal. Tudi meni. Se mi zdi, da v bistvu mogoče bi se lahko vse kaj naučil pri zadnji sezoni Enterprise, no? Kjer so imeli tako po 3 dele, veš, ene mini loke, da bi lahko takole z liki operirali, pa upeljevali, rečemo pač razvoj likov, vsaj 3 ali pa 4, naprimer, v tem enem loku, ali pa nekaj malo bolj kompaktnega, pa tehtnega. No? Ker prej si tega niso upali, ker se spomnim, da jaz sem tam v začetku 2000 enkrat si zdownloadal konec Voyagerja, ker pač ga nisem uspel ujeti na TV-ju in sem si zdownloadal zadnjih 5 delov, misleč, da bo to nek lok in ne, v zadnji epizodi ali 2 so kar razrešili celo zadevo, kako nazaj pridejo. Ker vem, da sem isto storil za Buffy, ki nisem ujel, tam pa je bilo treba videti pol sezone, da si zaštekal, ne? Kaj se dogaja. Tako da mislim, da meni vsekakor epizoda, ki štrli tukaj ven, ne, je tale 6, no, ki je sicer Kirk epizoda, ki ni del glavne posadke, oziroma ne še, ker pač je na koncu tale moralka, da se pač včasih odzoveš na način, ki je najbolj primeren za ladjo, pa za preživetje, ampak ima to hude posledice. Da v bistvu on tam za fento, ne vem, 7,000 ljudi ali koliko. Nekaj takega, v bistvu grozne posledice. Nekaj, kar se mi zdi, da je v bistvu zelo taka trek logika, odgovornost kapitana, pa kako poskrbeti za svojo posadko najprej, pa za problem, ki je pred tabo, kako se soočiti z njemu, tak nek Kobayashi Maru, ki ga moraš potem in real life rešiti. In tam je bila zelo, zelo všeč. Kljub temu, da mi je pač ta ladja nekako bila odzven, Voyagerja, pa še ena par takih konceptov je bilo tudi v treku že poznanih, pa z drugih sci-fi zadev. Pa zgledala je kot žaba, kar je pa bilo in v ustih je požrlem. Mislim, mene sama ladja niti ni toliko motla. Bolj štoko kit. Bolj štoko, nek cilinder z neko kuglico od spod, ki kliče kite. Meni se sicer zdi, da ta epizoda bi... Jaz sem tu res pričakoval na koncu res neko dobro debato o tem problemu, pa mislim, da je vseeno malo zmanjkala. Predvsem pa me malo moti ta res rasizem, ki ga sicer razumem za ta začetek Star Treka, ker pač do tistega trenutka, ko nismo zvedeli, da so to ljudje, nam je nenadoma postalo žal. Prej pa, ko je bilo 5000 ko jih jebe, nekih alienov, pa pač prasci. Kaj so pa nas napadli? Ne, to je bilo meni weird, kar mi je pa bilo všeč pri tej epizodi, pa je tale Kirkov. Pesnik Kirk. Mož od Kirke. Njegov razvoj, kako preglasni ste, ne morem delati, grem šah igrati sam s sabo, bom najdel odgovor. In pol ga najde, in se mi je zdelo v redu, ker pokaže, pač in je zelo v skladu s tem likom, koliko kasneje izvemo o njem in koliko smo prej izvedli že do zdaj o njem in pač dejansko jih poveže skupaj in deluje in ima smisel. Take stvari so mi bile... To je taki problem, v bistvu, Kirka poznamo že od prej, veš, in je dosti lažje z njim operirajo, ko mu dajo nekaj malega, zato da v bistvu lahko potem v tosu si ga bolj dobiš lepšo plastiko ali pa nekaj tazga. Ampak to bi se jaz želel tudi zdaj že v 3. sezoni, za Pajka, naprimer, ki ga imaš tudi v tosu en tisti del, zakaj se on odloča, naprimer, na onem planetu tako kot se, ali pa, veš, ene take zadeve, še posebej pa zato, ker vemo, kako, oziroma 5 sezon smo že z njemu, zato, ker je že v Discovery obi 2.
on ima v bistvu tole meč, ki mu visi nad glavo, ki ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak to je tako malo, to je enkrat na sezono omenjeno, ne, da v bistvu ga nekaj bremeni. Ne. Hkrati se mi je pa zdelo super to v zadnjem delu, ko imaš tale flash forward njunega lifea z ženo, ne. Da vidiš, da ne glede na to, koliko je on hud kapitan in karkoli, da bi bil takoj pripravljen dati vse to bek bolj ali manj za to, da ima lahko live z njo. Še enkrat me pa to je sicer čisto ok del, ampak smo to videli v filmu Generations, kjer je pač on Nexus, kjer Picard podoživi, kaj bi bilo. Been there, done that, veš, Sej, malo recikliraš na tej točki že, ne? Sej zato pa tudi pol pač daš not Hyperion, pa USS Callister, pa The Office. Ja, ampak veš, to se mi ne zdi sveže za nas, ki smo recimo nekako v 21. stoletju deležni neke te kulture, obilja vseh teh serij, pa memov, pa prispodob. Ja, ampak v končni fazi Star Trek ne gledaš zgolj zato, da ti širi zavest, ampak je vseeno tudi comfort watch, ne? In kot comfort watch moram reči, da je ta sezona spot on. Samo jaz bi pa rad bil neudoben pri Star Treku. Ja, pol pa imaš Discovery, pa Picarda. Ja, ne, ti sta neudobno, ker je slabo, veš. Ne, jaz bi rad, da... Ne tako neudobno. Ne, veš, tako komentar, ki se nanaša na družbo, ki je vedno bil prisoten tudi še najslabših delov TNG, še v nekaj tajmu, ne, v prvi sezoni TNG, če se ne motim, je nek bežen komentar. Tu se mi pa zdi, da v bistvu je tako zaljubljen v lasten kanon, pa v lastno metanaracijo, da se zgubi komentar na naš čas, veš, kaj mislim? Po večini. Vem, ampak mislim, da ne čist. Ne, ne čist, se strinjam. Samo imaš v bistvu ne prebliske noter, tako kot je pač tale Kirkova epizoda. No? Pa tudi ta z Ortegovo, ko so potem z sovražnikom, kljub temu, da smo to že videli. No? Ja, ampak tudi naprej to je Darmok, naprimer v TNG-ju, pa še ene parte. Mislim, v Enterprise je imel Tucker z onim drugim alienom, ki je tudi kuščarček, bežita pred soncem, da jo ne skuri po gor, naprimer. Ne? Ja, pa tudi tale, ki je pač What is Starfleet del, ima čist vredu komentar na... Dobro, se tam je bil ok, kljub temu, da ima Office obliko, no? Mislim, tako se mi zdi, da pač rad bi, da so malo bolj drzni, no? Ker se mi zdi, da mogoče je res za posledice tele sezone, da je bil štrajk v mestu, so v intervjujih, ali pa, jaz sem to prebral zaznavno, slišal, če sem tehnično pravilen, na YouTube kanalu Trek Culture, kjer so imeli intervju z ustvarjalci serije, pa so malo pojamrali in so tudi priznali, da vedo, da bo folk imel slabše ocene ali pa mnenje o tej sezoni, zaradi štrajka, da pa vsekakor upajo, da bomo vztrajali, ker napovedujejo boljšo sceno v 4. in 5. No. Glej, tako, jaz ne vem, zakaj bi zdaj nehal. Meni je to še vedno, kot sem rekel, prej ena boljših sezon Star Treka bila. In mislim, če nismo odnehali pri Picardu, zakaj bi zdaj? To je Trek, to ne odnehaš nikoli. To sploh ni mislim, debata. Če bi same take stvari, kot je bil Picard, delali Ja, tu bi se prej ko slej izpelo, no? Ampak pri vsaki tej novi iteraciji po Enterpriseu se na koncu vsake sezone vprašam, kaj je nov Trek, kaj je ta nov Trek? Mislim, o čem se gre, veš? In se mi zdi, da vedno, če dalje bolj postaja meta, no, in nisem še najbolj ziher, kako mi to sede. Veš, hkrati se malo bockaš, vse jasno, z nostalgijo, pa okay, sem že 40-letnik, ki je zaljubljen v svojo zlato dobo Treka in tako naprej. In tega se zelo dobro zavedam. Imam pa velike upa, pa polagam na to, da se pač malo predramijo, pa skušajo biti bolj progresivni, bolj drzni, dajte kaj dlje povedati. No. Naprimer, meni trenutno še vedno najboljša epizoda Neznanih novih svetov je drugi del druge sezone Ad Astra per Aspera, ki je sodna drama, ampak se gre o človekovih pravicah, se gre o tem, a pripustimo nekoga med naše vrste, ki je tuj, ki je drugačen in tako naprej. In to je pure Trek, to je čisti Trek. Ja, vem, ampak je pa spet hkrati variacija na Measure of a Man. Ne? Ja, ampak če narediš dobro, me ne moti. Veš, me ne moti samo oblika, če narediš dobro. Če pa se samo meta igraš, pa skušaš ta narativ malo preigrati na humoren način ali pa na scenaristično okoren, pol pač si zgrešil. Ne? Nimam problema pri sposojanju, problem imam pri izvedbi. Ja, vem, ampak meni se vseeno
ta sezona ni zdela slabo izvedena na nobeni točki. Še enkrat ponavljam, to je še vedno boljše kot Discovery pa Picard. V redu je, kritično sem zato, ker jo imam rata, veš. Bi rad, da je še boljš. Ja, seveda. Ljoša, kaj pa ti? Pogrešaš Picarda, priznaj. Ma ne, v bistvu jaz res nisem eden od njih, mislim, vedno ga lahko grem pogledat, če ga pogrešam. To mi je vedno tako, strinjam se tu pač z Mitotom, da pač nisem zdaj eden od njih, ki bo rekel, da so mi ubili Star Trek, če bo pač Picard slab, ne pa da je zdaj zame to umor in ne vem kaj. Ampak mi je pa žal, no, da se zvleče nekoga nazaj, da mu daš 2, ali koliko je bilo Picarda, 2-3 sezone, 3? 3 sezone. 3 sezone pač slabe serije. Ob vsem tem, kaj bi lahko drugega dela. No? Ker jaz sem imel pri Star Treku vedno kar je meni pač všeč pri Star Treku, pri teh novih iteracijah je to, da meni nova posadka vedno na začetku gre malo na živce, ker pač niso stara posadka. Yeah. To mi je vedno bilo, original sem gledal, pa pogreš, The Next Generation si tako, kdo so pa zdaj ti bucli. Tako en dojenček, prijem tujec, pa kdo si? Ja. Zakaj si me dal zdaj v naročje? Zakaj si me ti zdaj v naročje? In ga gledaš in si pač tako, pa kdo je to, pa ta ne more biti boljši. Pa, ne ampak potem se ti priljubi in si tako in si navadi spet na njih in je fajn in potem pride nova sezona, nova serija in si spet tako, pa kdo so ti, pa kdo je ta Janeway, pa kaj je to, brez veze. Demir. Ampak ne, tukaj pa imam še ves čas to, da še vedno jih čakam, se mi zdi. Ja. Še vedno nimam dovolj od njih, čeprav se mi veliko teh likov mi je zelo, zelo zanimivih. Pa v končni fazi Spock še najmanj, ker Spocka poznam, Spock mi je ok. Ampak všeč mi je bila tudi Nurse Chapel, všeč mi je ta neka ideja v tej Stranger Worlds, ki so uvedli arheološka medicina, to mi je tako kar neki, no. Nikoli nisem pomislil na kaj takega, ampak se mi zdi taka ful dobra, ki bi lahko gotovo pripeljala še do kakšne bolj zanimive stvari, kada tam najdeš nek whatchamacallit, kjer pol ugotoviš, da so noter neke duše nekih demonov ali karkoli, ki so, kot bo rekla Pelja, čisto zlo. Te stvari pač malo mi je, tega mi je pač malo, pa se mi zdi, ok, pa dobro, daš Spocku novo žensko, s katero pač pleše in se uči človeškosti, ampak daj naredi nekaj z tega, pač super lepa sta, dobro znata plesati, jaz ne znam tako. Kaj naj s tem počnem? A ti se vedno primeriš, ko vidiš nekoga plesati? Jaz znam boljš. Jaz nisem dober. To je vedno ta vstopna točka. To je moj level, ja. Ni čudno, da smo pršanko. Najbolj štajerska stvar ever. Tako da jaz jih še vedno čakam in res upam, da je 4., 5. sezona, da bojo pač šli nekam s tem. In ne pričakujem neke reševanja sveta, Bog ne daj in ne vem kakšni gluposti. Samo to, dajte mi še epizode, dajte mi še kakšen musical magari. Videli smo že trailer, neka puppet epizode, bo kome čakam. Kome čakam neko to čudnost, veš, ta, ki bi naj bila v Strange noter. Kome čakam. Meni malo se bojim, da se bo izpolnile tvoje želje in pol bo konc. Ker boš še leta, kar boš rekel, zakon, zdaj pa konc. Ja, zdaj, če jaz razumem, ampak 5. ne bi bila pa zadnja. Ja, 5 jih. Rekli so, da je to. In potem 6. sezona je torej TOS. Ne, pol pa serija Starfleet Academy, kar pa obeta. To letos starta? Mislim, da naslednjo leto. Ne vem, nisem še najbolj zihar. Meni se zdi, da je. Kar pa obeta, da bo svežej shit, no. Mislim, Starfleet Academy smo videli tu pa tam neki. Upam, da... Ja, pa on, tisti groundskeeper Boothby, ali kaj že. No, to zna biti ful zabavno. Mogoče bo taka bolj, nekaj, kar pogosto opažam zdaj, Young Adult šola Hogwarts očitno zdaj Star Trek vesolje postavljena. Tak zelo popularen format. A je še kaj drugega planiranega? Da vem samo to. Ne, še vedno se pač veliko govori o filmu, ne, ampak vemo, kako smo s filmom. Ampak to vsake toliko Simon Pegg se nekaj zgodi, pa reče, jaz imam ideje. Pol mu pa reče, vse si napisal scenarij za zadnji Star Trek film, look how that went. Mogoče. Ja, ne, dejansko je pač, oni niso imeli scenarija in so rekli, ok, kdo zna pisati. In je rekel Simon Pegg, yes! Sebe je dober napisal. Mislim, tudi meni je še vedno všeč, kolikoli pač tudi te sezoni je bilo tega malo manj, ampak humor pač. Se mi zdi, da ta serija res vnaša to barvitost, ki si ti mi to menil, pa tudi ta nek malo bolj sproščen odnos, da vsake toliko cete humor. Ja, tudi jaz nisem nadušen nad Peljo, pač tukaj se strinjava, Igor, kot ste verjetno že uganili z mojega ponašanja, na živce mi gre. Absolutno mi gre na živce, ker je karikatura.
Ampak tu pa tam je kašna, še vedno je, se mi zdi, da samo ona je tista, ki je lahko smešna, v tej sezoni bila, ni bilo kaj dosti. Four and a Half Falcons so ne bili zelo smešni. Tista predvsej situacijska. Tista je bila res fajn. Ja. Ker recimo meni Poroka, ki bi verjetno mogla biti tudi, meni tisti ni bilo smešno. Rice je bistveno boljši komik, kot pa je bil tlere prikazan, no? Ampak tako, mislim, da bi bil ujet v vlogo, ki je skušala bolj komentirati tos, kot pa lik, no? Kar je škoda, ja. Ne, meni se zdi tudi Scotty posrečena zadeva, mislim, eni so... kot neka neroda, ki bo očitno postal genialc, saj je genialc, ampak je pač ta sramežljivost pa nerodnost posredi in mogoče bomo tu pelja nekako zavdala novih moči, pa... Vzela nedolžnost, ja. Tega nisem okay. Yes, I went there. Ja, okay. Če njegova parfoksa, stari, to je weird. Okay. Hecam se, nehita. Ja, dalje mi to, kaj si že o tem Meni je bil Patton Oswalt tudi všeč, kot ta... Ja, pa samo on je vedno odličen. No. Ja, ampak to sta ona dva pa res dobro odigrala. Ja. Oba z Rebeko Romijn sta bila perfekt, jaz sem verjel, da sta zaljubljeni. Ja. In on res gleda hot. Res je hot vulkanc, nisem še videl takega vulkanca, ampak ful mi je všeč, ker on ta pač ima to neko, ta res nek vibe, oziroma ta neko, da je pač ful zadržan, ampak v njem je pa noter gori in on bi jo zgrabil tako in to se mi je zdelo pa res zelo fajn. Ta ena teorija, ki jo malo je povezana z mojim delom, ki trenutno raziskujem malo... Vulkance? Ne. Moško sfero pa očetovstvo. Vulkanci so prototip moškosfere, ki izgledajo kot neki tipi, stoični, ki mu da tam Marka Avrelija, razumeš, ne? In pozabi na vse čustva potlači jih do amena, ker vse, kar moraš poznati, je jeza, pa srd in ostalo pa niti ne upi si, kakšne solzice potoči v javnosti. In mi je zanimivo, ko v bistvu tale zelo stoičen spokov lik, so skušali vsaj v drugi sezoni operirati z njemu, tle so malo pozabili na to, oziroma tako se neko plest, pa tango, najbolj čustven baje izmed plesov, so mi rekli. Najbolj čuten, ne čustven. Čuten. Aljoša, kot strokovnjak za ples, tukaj bo vedel. Koliko zmore videti pri šanku. Gre deloma tam, ampak premalo je na liku, se mi zdi razvito. In potem je zelo dobro, se mi je zdelo uspešno v humoristični postavki noter postavljeno, najprej v detektivski v epizodi Holodeka, Laan skužja, da v bistvu ti nisi ta prav, ti nisi moj, ti si nekdo drug. Pa potem v kontrastu z drugimi vulkanci, da pač Oswald, ki pa čisto krven, kako hladno ga zmore odigrati, kako deadpan vulkanca zmore prenesti naprej, napram Spoka, ki pa tu pa tam prepušča to svojo človeškost skozi. Ampak tu je spet to pride res ta karakter do značaja. Meni recimo zaradi tega tudi tale Terrarium ni bila tako slaba, ker se mi zdi, da Ortega smo vedno tako mal razposajen, veselo naravo. Tako je hotshota. Zato sem tudi mislil, da se bojo mal igral z to njenim travmo, da bo pač ta nasprotje, da bo naprej taka vesela, samozavestna, kot so pač piloti, kot nas že uči Star Trek zelo dolg, da so piloti tako Paris, Radonanga sem pomislil, vidiš, Igor? Ima mind melt tukaj danes. Ja, in se mi zdela ta epizoda super za njo, ker pa resna epizoda za en tak bolj komični lik. Ja, zdi, da to dela, ja. Še posebej, če si sam pa nimaš nobenega. Tako. Ja. In ta epizoda je bila cela njena in je bila meni fajn zaradi tega, čeprav predvidljiv razplet in ne vem kaj, ampak se mi zdi, da... Mene dejansko predvidljiv razplet ni moto, dok se oni nepredvidljiv del ni pojavil, ki je bil brezvezen. To pa ta meta, ki je brezvezen, bil noter ostalo, ki ga niso rabili, ne? So sam komentirali to za nazaj. Ne, kar se tiče humorja, kjer mislim, da najbolj zamujajo, je tale Krkov brat. On ima potencial, da je in smešen, in resen, in tragičen, ampak nič. Čist je v ozadju, malo gre mimo in pol si tak, tisto tu varianta. Pokaže brke in to. Ti moštaci so karibski. Mislim, da bi on lahko bil res zanimiv lik in ne vem, zakaj ga ne izkoristijo. Ja, mogli bi malo več vanga vložiti, se strinjam. Patton Oswalt, to sem še mislil reči. On je full v redu, on je dejansko v 2 filmih, ki sta bila nominirana za Oscar, ne vem, če sta jih dobila, eden je bil pač Podgana,
tale Ratatouille, on je glas Ratatouille. Res? Ja. Okay. Drugi je pa Young Adult z Charlize Theron in je ful dobra komična drama tega Reitmana, istega, ko je naredil Juno. In je, Aljoša, tej moralo biti všeč, tale Charlize igra pisateljico, ki dela basically ghostwriter, neko serijo uspešnih young adult zadev pod nekim psevdonimom, ki pač so različni pisatelji in pol pride v svoj hometown pač obletnico mature in pač ima fulene travme, ki jih ni doživela in noben ji ne verjame, da je ona hočoce, ona actually ni hočoce, ker je alkoholik. In potem v bistvu Patton Oswalt pa igra edinega, ki pač basically je ne odriva proč in nima mnenja, da je ona čisti psihopat, kar je. Ampak zelo, mislim, film je bil tak, da je ene pozitivne reviewe imel, pa ful negativnih, da je pač cheesy, kar pač za večino Reitmanovih filmov velja. Reitman. Ampak meni je bil zelo všeč ta film in ga priporočam. Sploh zaradi Pattonove vloge, on je bil nominiran za, ne vem če za Oscar, ampak za en kup drugih vlog, super, mislim za drugih nagrad za to vlogo. No, spomnil sem se, kar sem želel omeniti. Povej. No, povej. Tak hud prelom z kanonom, nekaj, kar poruši malo in universal, kako se reče, logikom. V delu z 4.5 Vulcans, torej 8. delu, Spock na koncu vstopi z Mind-Meldom v Laanovo zavest, Laanino zavest, in jo spodbudi z enim čudnim stavkom. Reče ji, kao ti, ki imaš gene velikega Kana, se zbudi in premagaj tvojo odvisnost. Spock torej ve, da je ona neka potomka Kana. Ne. To so že v prejšnji sezoni. Spock v Tosu ne ve, da je Kan. Da je Kan. Ampak se to so v drugi sezoni že z Kanom razrešili? Ne, v drugi sezoni je ona z Kirkom v preteklosti, ko je tisti neki. Pa Spock ni, samo Kirk. Točno to. Mislim, Kirk neki ve, da so pač neki augmenti tam naprej in vidi samo neki priimek, pa še to nisem ziher, če se tam inštalira. In folk, ko je to videl, je popizdo. Zato, ker nekako je poruši logiko, da v bistvu potem Spock v Seedu, torej v epizodi prve sezone, ne ve, kdo je Kana. Tukaj pa se obnaša, kot da pač je. In to je malo čudno. Vse v bistvu, epizodo se spele čisto ampak zdi se mi nepotreben shit. Zakaj si to noter vrgel? No? Ja, ker so se po moje zapletli, so se, ker pač hoče toliko teh referenc, da več niti ne preverijo. Prav, in ne? To je problem. Ja. Mislim, mogoče bo pa Spock udaril glavo betico in pozabil. Tako in bo pa zgubil par spominov. Ne vem, to je weird. Weird. Ta stvar me je res vrgla. No, tega nisem niti pomislil. Nepotrebne so te nekatere reference. Mislim, ampak tam je mi bilo vseeno lušno v tem Wedding Bell Blues. Tale Q je v glas, ki ga potem zaslišiš. Ja, Delence je vedno zabaven. Tudi dobra Spock epizoda je dejansko, ki se v bistvu tam sooča z tem, da je romantično razmerje šlo po zlu in da se mora v bistvu odločiti, ali smo prijatelja ali nismo, a bom lahko pa ti pomagal, kljub temu, da smo šla grozno na razni in tako naprej. Moram pa reči, da je od Indiana Jonesa, kot ga ti imenuješ, zelo kičasto, da je šel Nerudo citirati. Mislim, bi sklepal, da v 400 letih se najde kaj manj kičastega. No. Naš Čepel ve, kaj je dobra literatura in kaj je dobra poezija. Tukaj ni. Ja, recimo, se pravi, meni eni liki, čeprav se recimo naš Čepel ogromno pojavlja, tudi ne vem, če smo imeli kaj od nje, nasploh mi pa v tej sezoni manjka Mbenga. Se mi zdi, da prejšnje sezone je bil tak pomemben lik, tukaj tudi z naš Čepel sta bila ta dinamični duo, ki je ne nadjebljiv, kligonce, sem pa tja šiba. Zdaj smo pa mal pozabili, da ona dva to znata. Ona itak zdaj tam nekaj študira, pa nima več cajta za... Tudi pozabili smo, da v bistvu on fotara, da bi imel hčerko, ki jo potem prepustil nekim zemljanom. Jaz sem to mislil, da še bo to se kaj zgodilo. Zdaj se ga je samo reduciralo na neko najjača mašina za ubijanje, da je tako malo škoda.
Benga je bilo definitivno premalo. Ja. V bistvu tale lik tega Red Shirta, ki je bil sicer njegov oproda v ambulanti, no, da pač bi lahko to dlje vlekli. Mislim, da ga ne bi bilo tako hitro ponuditi za... Ja, prej bi ga vključili, pa bi nam bilo mogoče tudi malo žal za njega. Ja, malo bolj mar. Ja, ker zdaj mi je bilo tako, čak, kaj si že ti? Ja, okay. Tako, to, da imate samo potem tudi zdaj, v 8. epizodi, imate potem ta moment, da ga Benga mora rešiti, ali kako bomo temu rekli, ni tak dober izkupiček, emocionalni. Ne, absolutno ne. Zamisli si, da bi bila to Nurse Chapel na njegovem mestu. Ja. Ali pa vsaj, da si rečeš celo sezono ima ta lik zraven, da se razvija skupaj z Bengo, in pol na koncu se more... Ja, George R. Martin bi pa tle lahko dal kakšne pointe. Ga imate radi, ga imate res radi? Ja. Tu ga imaš, a ga imaš zdaj rad, a ga imaš rad. Brez oči. Mogoče pa on rabi iz Aliena. Dober crossover. Ja. To bomo delali celo sezono. En mini lok bomo zgradili. S tem učem. Tako, posod uč. Ovka. Ok. Okidoki. Ne. Kaj smo še kaj pozabili? Jaz mislim, če glede na to, da celo 7. sezono smo imeli mitotove izpade glede tega, da se distanciramo od moško sfere in razložimo, kaj vse je narobe z njimi, a bi zdaj poskusili se jim približati in rangirati po hotness like iz Star Trek. Mislim, nimamo kaj reagirati, ker tle Pike. Ja, Pike je najbolj hot stvar, še posebej njegovi lasje. Tako, jaz bi imel to frizuro. Če bi meni pasala ta frizura, evo mi glave tako. Sej zdaj imaš na naslovnici, tako da idi k frizerju, kot si predlagal, in reči do this. In bolj ti bo razložila, koliko moraš za razne izdelke za njegov las denarja porabiti, in bolj boš rekel... Ja, to mi je bilo pa weird v tisti epizodi, ko se stara in ko ga gledaš in moti lasje, vedno bolj so čudni bili. Sem bil tako, ne. To so full igrivi, tudi v oni epizodi o snemanju Tosa, ki se mu da novo lasuljo gor, pa tudi tam dobro eni so odšpila, mislim, tako zelo dober Roddenberry Alkiče. Pa je, kva. Okay. Med se je zdelo tudi dobro, ker ona Batel na eni točki prijavi, da ne vem, če bo ta skup živela, kje bo pa plat za vse njegove hair products. Ja, ta je ok, meta joke. Pa tale epizoda se mi zdi, da v bistvu to, da oni skužijo, da ta rasa uporablja neko bitje ujeto za to, da se bojuje kot orožje na njihovi strani. To je tako zelo Star Trek, da v bistvu pokaže sočutje do nekoga, do novega bitja. Ki gre pol samo mora delati. Ja. Ne, dobro je bilo to. Mislim, smo že videli to, neki space creature, ampak ni bilo slabo. Mislim, da je bilo ok izpeljano. Ja. Se pa če rabiš malo rabiš te moralne dileme. In tukaj se mi res zdelo, da... Sci-fi fenomen, veš, problema ali pa nekaj tazga. To. Ki vnese pač noter neko dinamiko pa nek konflikt. Dostkrat recimo pri Discovery, ja. Tam je dostkrat bilo tako, da so bili neki elementi noter, z njimi pa ni bilo. Se nič ni zgodilo, nič niso spremenili, na nič niso vplivali. Za dober sci-fi mora pač biti točno to, kako neka ZF stvar, ali je to tehnologija, je to drugo bitje, to nekaj spremeni, neka razmerja znotraj pač neke stvari. Tako kot ne nazadnje je ta pač Q-jev sin nenadoma posegel noter in je pač fokus spet zrihtal Nurse Chapel. Kome čakamo 5. sezono, kdo ve, kdaj pride? 4. kdaj pride? Je zelo hitro, vse je že posneta. Tako, mislim, da je ves čas, da je v začetku naslednjega leta. Zdaj, kaj to pomeni še, ne vem, ker še ni bilo nekega uradnega datuma, ampak nazadnje, ker sem preveril za nas, kaj bomo v tej 8. sezoni počeli, sem videl, da je tam pisalo v začetku 2026. Ja, to je vse, kar se zaenkrat ve. Ja, to je tam do aprila. O moj bog, je pa grozljivo. Prva epizoda 4. sezone ima na IMDb-ju navedeno, episode cast je Carol Kane, ki igra Pelgio, in to je to. It will be a Pelia-focused episode, samo tako, ona bo not cel cajt. To smo čakali, da vidimo njen odnos z telefoni.
Mogoče bo stand-up njen. To me tudi zdelo tako za lase prevlečeno. Ok, štekam, da ima ona nek brikabra apartma, kakokoli bomo temu rekli. Ampak to, da ona telefone ponudi na žico, ne, pa da jih gledajo, kot da so, ne vem, izriti potegnjene, to se mi zdi, ok, dajte se malo, dajte no. Ta je bila za milenice. Ko je rekla, da za zijevce, no, bolj, ja. Ko je rekla, da je še dobro, da je preživela 80, sem pričakoval, da bo vrečke kokaina od nekaj. Da bomo bolj hitreje delali. Za LSD reče, da na njo ne vpliva. Ne? Je že bilo nekaj, čeprav ga je probala v 50-ih, pa 70-ih, pa 80-ih, pa pred 3 tedni. Pa dobro, se ima svoje momente, je bend. Ja, mano, vse mano. Tam ta njen glas. Okay. Jaz se veselim naprej in res upam, da bo se pač pokazalo, da je bila mogoče malo šibkejša sezona, ampak da še vedno lahko gremo dalje in predvsem upam, da res zaključijo tako, kot se sliši, predvsem pa, da dajo likom več prostora. Jaz bi sam to, da pač liki imajo več prostora, da take epizode, kot je imela Ortega, da pač vsak ima kakšno tako. Pa ni treba, da je toliko samostojna, kot je tukaj Ortega, ker je res ona bolj ali manj v prvem planu. Ja. Pa da če že imaš lok, ker tle je nek lok, ga večkrat vsaj ste dotaknili, omen neki del iz njega. Ne? Ja, ne, da je to v prvem delu, pa pol v 6. To je to. To je lok. To ni lok. To je črvina. Črvina, evo ga, to zelo Star Trek. Zelo. Ok, super. Veselimo se tega, veselimo se seveda tudi nove serije Academy. Kaj to bo, bomo pa še videli. Zdaj smo obdelali še eno Star Trek zadevščino, še nekaj nam kar manjka in mogoče se pa odločimo v 8. sezoni pokriti še kakšno. Enterprise, ne? Ja. Ne. Jaz zdaj predlagam, da bi naredili kar vse filme v eni epizodi. Vse filme v eni epizodi. Pa še enkrat vse dokumentarce v eni epizodi. Jaz sem zdaj res pogledal bolj ali manj 7-8 dokumentarcev že. Ja, glej, vsi smo veseli za te. Ja, saj. Sta ponosna na me. Super. Dobiš pol rundo na šanku. Ne, filme bi lahko delali, po mojem bi bilo to zanimivo. Glejte, anytime. Ja, če ste do zdaj zdržali, da ste to poslušali, pa vas zanima karkoli tega, povejte, kaj bi delali, mogoče, če imate kakšen predlog. Tako od Star Treka. Pikar, da smo že, to ne. Na Discovery še nismo, Enterprise še nismo, Animated Series. Izvirne še nismo, vidiš, to bi lahko tudi, ja. Pol moram se to spet pogledati. Groza. Ne, super, kva. Moraš reči, ko mi čakam. Sarkastično sem rekel groza, mislim, Jesus. Pri Star Treku ni sarkazma. Federaciji ni sarkazma, ni denarja, ni sarkazma. Razen, če si doktor. Ja. Pol imaš pa bedside manners. Nimamo vprašanja poslušalcev, ker smo na to malo pozabili, bomo v prihodnosti se na to spomnili in vas kaj vprašali, da nas kaj vprašate. Imamo pa spet mal pregled tega, kaj smo gledali, brali, špilali in poslušali in Igor, kot je že navada, prvi si na vrsti ti. Cool. Pogledal sem v kinu, je film The Day the Earth Blew Up, Looney Tunes movie, oziroma Looney Tunes Veliki pok. Lušen film je, v bistvu je film z Daffyjem Duckom pa tem Pujsom. Karacman, ja? Ne, Karacman je per Disneyju, To je unta drug, To je ta črn, Daffy. Ja, ampak gotovo ima slovenski ime. Racman, whatever. Ta črn. Ja, pa Pujsasti Pujs. Elmer. Dejansko mu je ime Pujsasti Pujs. Elmer je človek. Ja, pa res, Elmer je on lovc. Ja, ki ga ni v tem filmu. Ok. Zgubil sem se. V vesolju očitno. Pa Bugs Bunny tudi ni. No, skratka, tole je narejeno kot B-filmi, tako da Ljoša ti mora oceniti z 50-ih. In basically začne se kot origin story, da ta dva Pujs pa Racman sta froca, ki jo najde en farmer, ki je basically slika in se ne premika, mislim, nepremičen obraz je vedno ista podoba in se premika in pol ima zapusti bajto. Kakorkoli na eni točki pol alieni napadajo in hočejo prevzeti svet in ona dva ga morata rešiti skupaj z eno znanstvenico.
In bolj pač uporabijo vse klišeje B-filmov, ki se jih spomnijo in je funny. Okay. In je zabavno, če si Froc, ker pač ona dva norita naokrog in je zabavno, če si odrasel, pa si videl, kdaj je kak B-film, ker reče, in priporočam. Ja. Točno to rečeš. Ja. Je sinhroniziran v kinu, da se ga tudi, ki je dobiti nesinhroniziranega, priporočam. Okay. Ja, za vse starosti. Za najstniki in gor pa priporočam The Last Kids on Earth, ki je po Netflixova animirana serija, ki je bila 2019 do 2021 in prvi del je film, pol pa je serija dalje. No? In je po knjigah Maxa Brellera, Zadnji smrkavci na svetu, je tudi prevedeno v slovenščino. Je lušno, je pa štorija pač, da svetu se zgodi vse možno, torej odprejo se dimenzijski portali in pridejo gor kaidžuji in neke druge pošasti še in zombiji so povsod in večina ljudi je zombijev in potem so najprej eden mulc, pa še jih najde eno par, ki probajo pač preživeti in pol tam gotovijo, da ene pošasti so cool in hengajo z njimi in gradijo bestiari, da jih identificirajo vse in se z zombiji borijo, oziroma zombijo noči ubiti, ker vedno malo mislim, da upajo, da jih bojo nazaj lahko dobili, ker so pač njihovi učitelji pa ljudje iz banke pa whatever. In je lušno in je zelo lepa animacija in knjige so tudi zelo dobre, tako da priporočam. Ja, no, Netflix, ampak ne priporočati, če nisi Froc. Ja. Ta malenkost. Potem čez poletje sem prebral N.K. Jemisin The Broken Earth Trilogy ponovno, oziroma ta zadnjo mislim, da sem prvič. To so knjige, ki so šle 2015, 2016, 2017 in so znane potem, da so vsako leto dobile Hugota in še en kup drugih nagrad, ampak to je edina trilogija, kjer je vsaka knjiga dobila Hugota. In je hudo. No. Fantasy je v osnovi, ampak malo podobno Wheel of Time, pol ugotoviš, da mogoče je to prihodnost Zemlje ali neke variante. Tehnologija je tudi, ampak potem na eni točki je ni več. Dogaja se pa na svetu, kjer so konstantno potresi, pač en ogromen kontinent je samo. In nekateri ljudje, ki se jih imenuje orogeni, imajo možnost, da malo obvladajo te stvari, oziroma odvisno od tega, koliko so izurjeni, ker je to pač genska zadeva, lahko malo ustavijo potrese ali pa jih povzročijo, če so slabe volje. Ne? In potem večina ljudi meni, da te ljudi treba pobiti ali pa jih probati znati izkoristiti. Zakaj tako je zelo kompleksna zgodba, zelo dober world building, tale NK zna zelo lepo pisati in priporočam. In če vas zanima to, priporočam, da še počakate malo pa preberete prevod, ko bo na voljo. Pol pa špilam, Civilization 7 pa Mario Kart World. A si je nekdo prvoščil kako novo napravca? Ja. Mario Kart World je eno najbolj zabavnih dirkačin možnih. V bistvu je tisti vstopni level je nič, torej človek, ki bo prvič prijel kontroler, bo uspel odvoziti do konca in mu bo zabavno. To je prednost Marija, karta. Ja. In potem, ko pač dostkrat odvoziš, boš pa znal boljš odvoziti in ti bo vedno nekaj novega, zabavnega, not ni, da bo full boring. Ne? In je zelo fajn in ta nova iteracija za Nintendo Switch 2 je super zabavna in zelo priporočam, če imate Nintendo Switch 2, morate imeti to, basically. In potem še Civilization 7, to je pa letos išlo in je pač, mislim, spomnim se, ko je Civ 1 sem špilal, Civ 2 je bilo eno bolj addictive stvari v lifeu, ker je bilo pač, kako noč izgine, ko sem bil študent, recimo, ne? Ali pa v srednji šoli že. A si zihar, da bo špil, ne bi bilo kaj drugega. Ja, tudi v takih primerih, tudi drugače je znala noč izginiti, ampak ja, pri Civ je bilo pač, ok, samo to potezo še, a ne, samo to še. Ne? Ti ful žuro spelil. Ja.
In to še vedno ima isti vibe, je pa ta nova zelo v redu prilagojena, da se da igrati na konzolah, ne rabiš samo na PC-ju, kar je bilo prej, pač prejšnje iteracije so bile na PlayStationu, ni bilo tako simpel. Na Nintendo sploh fajn, ker še pač touchscreen lahko uporabljaš in so take stvari fajn. Se tudi na PlayStationu lahko touchpad uporabljaš. To je zelo koristno in gre pol hitreje igrati in lažje in je v redu igra in priporočam. Pač, če civilizacijo imate radi, je 7 v redu. Dobro peljajo dalje, ni zdaj tu neki, da nekaj novega izumijo, ni pa tudi neki boring old shit, samo malo boljši pri obleki. Tako da to dalje. Ok, Igor, hvala. Mito, imaš ti kaj za dodati? Jaz bom priporočil eno knjigo The Will of the Many od Jamesa Islingtona. Upam, da sem to pravilno izgovoril. Ampak drugače pa, Islington. Jamesa Islingtona, tako. Ne vem, koliko je tisti S-Silent, ampak lahko ga rečeš. Islington, Avstralci. Pa noben ne ve. Skratka, The Will of the Many, prva knjiga serije The Hierarchy, sem do nedavna mislil, da bo ta samo 2, druga izide v novembra. Ampak očitno je obljubil že 3, za 4 se pa ne ve. Fantasy žanr, zelo modern, postavljen nekako med Harry Potterja pa zopet nek Battle Royale varianto. Zgodba o mladem prebežniku zavzetega kraljestva, ki se potem kot posvojenec vpiše na akademijo, kjer izurijo mlade ljudi, da bodo vestni podporniki novega rimljansko-cesarskega režima, kjer najbolj na dnu, ljudje najbolj na dnu te piramide, podpirajo za voljo in energijo vse više ležeče. Torej, da v bistvu Octavii, tako se imenuje, ta 8. spodnji del piramide, Septimusu pa Sextusu in tako naprej, podajajo voljo in energijo, zato da so oni močnejši, bolj bistri, hitrejši in da lahko uporabljajo te energije, to voljo na magične načine. Zelo zanimiva premisa, postavljena v nekaj tako rimsko-cesarski kontekst. Zgodba je tako zelo akcijsko postavljena, malo Harry Potterjevsko v smislu tega, da pač zopet neka šola, kjer se mladi ljudje bojujejo proti drugim, tudi naš mlad protagonist mora se hitro po hierarhiji nekako uspenjati do boljše ležečih izhodišč. Na cajte je malo klišejski, ker uporablja pač neke tale Karamazove pištolce, ki so predvidljive. Čehove. Ja, Čehove. Še prej sem si v mislih rekel, reči Čehov, ne Karamazov. Sorry. Jaz mislim, da je to model pištole. Ne, zastava pištola. Ja, to. Walter ali pa nekaj. V bistvu je na enih 600 straneh je v bistvu tempo zelo dobro vzpostavljen, slog je dovolj liričen, pa hkrati dovolj dobro tempiran, da te vleče naprej, pa da ti ni dolgočasen, kljub tem določenim parim klišejom, pa da ima občasno kakšne Deus ex machina rešitve, kjer pač veš, da bo glavni lik mogel nekaj narediti, ampak izzive, pred katere je postavljen ali pa nekako tale skrivnost, ki se odvija na tej akademiji, je dovolj zanimiva pa zabavna, da jo zmorem priporočati. No. In se že veselim naslednjega dela, kjer je naslov pa The Strength of the Few, ker zgodba je seveda o tem malem prebežniku, da se nekako zavesti tega svojega bivšega zavojovanega kraljestva, da so tudi eni ljudje, ki bi mu radi pomagali, da se nekako sistem zruši. Cool. Ne vem, zakaj bi kdorkoli hotel zrušiti sistem. Ja, to je taka zelo nevarna ideja zadnje čase, se mi zdi. Bodi pokoren, bodi ljuden. Veš kaj pa jaz pravim? Power to the people. Johna Lennona poslušaj. A ni on umrl? Ja. Od ljudi. Kaj zdaj smo pa pri Muratu in Joesu, ali kaj? Jaz bom nakratko menil, da sem pogledal franšizo Police Story, Jackieom. Večinoma z Jackie Chanom, namreč v Supercop 2, ki tudi spada v tole franšizo, je on, mislim, da 3 minute, čeprav je na plakatu, zaradi česar so bili pač mnogi oboževalci malo besni. Zanimivo mi je to gledati, jaz sem to gledal kot mulc, kot najstnik, oboževal te filme, zdaj pa je tako brez nekih nostalgičnih očalih, je pa
zanimivo pogledati, bom rekel tako. Prvič narobe sem si zapomnil, ker to je res, vsaj prvi ti originalna trilogija, no, zvirna trilogija, ki so bolj komedija kot akcijska, to me je res čist presenetilo, ker je noter ponovadi pretep mal na začetku, pol na sredi pa na koncu. Vmes pa so te situacijske komedije, ki so že danes malo zlajnane, pa tako. Predvsem me je pa presenetilo to, o čemer sem razmišljal o tej, kaj že te osodobni ne trilogiji, o teh filmih, ki so ti azijski Fast and Furious, Igor, pomagaj mi, kaj so že, niso Departed, ampak so neki, ker igra ta hongkonški Sylvester Stallone noter. Aha, ja, The Roundup. The Roundup, ja. V Roundupu me je totalno motilo, ker je on tako res, nasilna policija je, pač tam tepejo osumljence. Pa rasisti so. Pa rasisti, ampak pogledaš tole noter, ni nič kaj boljše. Tudi tukaj tepejo osumljence, Jack je kar tako, ja, tudi mi policaji se moramo držati pravil, kaj? Ti nas pošiljaš v smrt, jaz pa ne smem tem zločincem nič narediti in polih on kar bi vse mlato in skozi in se izogibal pravilom in tako. In je kar malo tako, ok, Jackie, pomiri se, ampak ja, nekaj teh legendarnih spopadov na šolskem igrišču, ko se tepejo okrog toboganov. Take stvari res, pač ta hongkonška akcija, posebej pa ta Jackie Chanova šola od Jackie Chana, kjer imaš parkour, pa te akrobatiko, pa napolnerodnost, pa uporabo teh vsakodnevnih predmetov, ki jih on potegne nekje ven. To je izjemno. To mi je, ta del mi je res super. Pogledal sem pa tudi zadnja dva nova dela, en je z 2.4, 2.13, kjer pa pač zamenja ta lik in Jackie Chan hoče igrati, malo biti pač dramatičen, alkoholik, z hčerko sta skregana. Kako radikalno za njega. Ja, take stvari in je še kar grozno. No? Ja, kaj pa koreografija? Stil? Tukaj je, mislim, da je Jackie Chan tudi že malo leta se mu že tudi poznajo. Ni, tudi je zelo malo akcije v teh dveh obeh, če pa je pa precej streljanja, manj tega pretepanja. No? V bistvu, on je v, ne vem na katerem YouTube kanalu sem že zaznal, mislim, ampak je Jackie šele pri Police Story razvil do konca nekako, kako snemati hollywoodsko akcijo, hongkonško se popravljam, akcijo, kar je neki, kar smo mi že dostikrat jamrali, da manjka v prenosu v Hollywood, da se v bistvu ti hitri rezi potem tako hitro odvijajo v predelavah, medtem ko on pa, prav en dokumentarističen klip imam zdaj v glavi, kjer kaskader brca, pa ga Jackie uči, ne, prehitro si dvignil, počakaj, tole moraš na ta način narediti, medtem ko je kamera cel cel v širokem kotu, zato da se vidi, kdaj ti brcneš, kako narediš, da ni neki skritega. In še to je pač razlika bila, da v Hongkongu so posneli v real time, medtem ko v ameriških pa so dostikrat posneli slow-mo, mislim, posnamejo počasne gibe, zato da se noben ne poškoduje, pa potem pohitrijo predvajanje, kar so z Jackiejem Chanom delali, ampak je bila pol v Shanghai Nights, pa vseh teh filmih je ful slabše izpadlo, zato ker on pač tudi ni znal odigrati tega počasi. Oni pa, če so ga probali posnet na hitro, pa se nič ni videlo. Ne, Jackie tudi v bistvu kao pokaže v teh dokumentarcih, vse kar se tiče pri Police Story, da v bistvu on udarec vedno dvakrat posname. Enkrat iz širokega kota, enkrat z blizu in v bistvu to hitro zmontiraš, zato da res čutiš, v Hollywoodu pa dejansko udarce režeš, da v bistvu imaš samo gibanje. Tako da če želiš neko študijo ali pa akcijado, kako je razvoj tega žanra šel naprej, se moraš nujno tle ostati. Ja, se pravi, in res je to, neverjetno je to gledati, ker je res zelo različno od tega, kar imamo danes, pa kar smo imeli, pač, kjer res delamo točno te neke mal bližnjice, da bi te stvari posneli. Tukaj pač koreografija naštudirana, vse na koncu, zato je tudi že znano, imate tudi pač te, ko se rolajo, skratka. Ja, se v Police Story enkrat je v Enkija, je skoraj umrl. Tako, je skoraj umrl. In tudi v Police Story je tista meni veličasten akcijski prizor, ko se na začetku spustijo z avti skozi nek tak slam na nekem bregu. Tisto so posneli lahko samo enkrat večje prizore, seveda, ker so uporabili pač resnične kulise in so jih pač z avti prebili in so vedeli, da samo en shot imajo, drugače bojo vse uničili in bo gotovo. In take stvari, on je velikokrat je padal, velikokrat vse te zgodbe, če greš malo na Wikipedijo, mislim, da pri pol teh filmih
je skoraj da umrl. No? Da, v katerem je Michelle Yeoh? Ona je v Supercopu in Supercopu 2. Ona je v Supercopu 2 glavna junakinja. Ne, samo ni v 88 Polistory 2, ona tudi. Stranski. Ne? Se motim? V trojki je, v Supercopih obeh je ona. Aha, ok. Trojka je Supercop, pa Supercop 2. Ja, Supercop 2 je pa samo ona. Ja. Aha, ok. No, mislim, Jackie je oblečen v neko žensko, v neki banki in ustavi nekega zločinca, nima nobene veze z glavno štorijo. Da, vem, ampak Jackie, he likes drag. Ja. Ljudje ne. Poslušali ste 233. epizodo podcasta, ki sliši na ime Bot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od Dev do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, ta sezona je ena najboljših. Ja, to je podpis tega. Ja. Mito, veder in vabljiv kolorit Gegič. Stand by that. Sure. In Aljoša, jaz ne znam tako plesati. Tole epizodo smo posneli v našem stalnem štabu, kinogledališču Bežigrad. KGB je vaša edina alternativa, ne le ameriškemu imperializmu, ampak tudi dolg čas v Ljubljani. Filmske in druge predstave, pivo in pijača druge narave. Kinogledališče Bežigrad, kjer je film znova v središču vaše izkušnje. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če kolebate med ljubeznijo do čustveno zavrtega znanstvenika, ki je ujet v logično razmišljanje, ter do možatega arheologa s šarmantnim naglasom, potem raje usekajte po sredini, zavrnite oba in se privite v naročje Jamesa T. Kirka. On je kavboj v vesolju, ki useka gorda na gobec in nikoli ne dvomi o svojih odločitvah. On je pravi dec, ki pride na vesoljsko ladjo na obisk svojemu bratu, ampak se potem raje cel čas vrti okrog privlačne častnice za varnost. In on je edini, ki lahko v tridimenzionalnem šahu premaga vulkanca ter za šankom obsedi dlje kot škotski inženir. On je James T. Kirk in je kapitan vaše ladje. Ruf R. Ahan. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Frequency-Skyju. Zaenkrat tudi še na Twitterju oziroma X-u, vsekakor Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in vesoljskih kuščarjih. Tole je bila že 233. epizoda in druga redna epizoda 8. sezone. Hvala za pozornost, se slišimo spet čez 2 tedna.